Šmaševci, lepo pozdravljeni. Pravijo, da je jezik ključ do srca, zato ga je potrebno skrbno varovati in ga ohranjati. Ker je slovenščina naš državni in uradni jezik, je prav, da je res dobro poznamo, vendar pa se velikokrat znajdemo v zmešnjavi velikih začetnic, vejic in predlogov, zato bomo v današnji oddaji spregovorili o najpogostejših slovničnih in pravopisnih napakah. O vsem tem nas bo poučila naša današnja gostja, profesorica na Šolskem centru v Velenju, gospa Polonca Glojek. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. No, v današnjem življenju si brez jezika življenja pravzaprav ne bi morali predstavljati, vendar pa ima jezik več pomenov. Kaj pravzaprav je jezik? Ja, zagotovo je osnovna definicija, da je jezik osnovno sredstvo sporazumevanja. Zdaj, jezik je del našega vsakdana. Brez jezika praktično ni nič. Ne obstajamo, tudi narod ne obstaja kot... Pač vsak narod ima svoj jezik in s tem se tudi identificira. Vsak človek se identificira s svojim jezikom, v katerem najlažje razmišlja, sanja, čustvuje in tako naprej. No, z besedami pa lahko povemo sicer veliko, ni pa to edini način, kako lahko izražamo svoje čustva, svoje razpoloženje, misli, kaj ne? Vsekakor. Večji del jezika je pravzaprav nebesedni jezik v vsakdanjem sporazumevanju. Vsak se opazi, da kdaj klati z rokami ali izraža svoja čustva z obrazno mimiko, z držo telesa. Takoj vidiš, če je človek potrt, slabe volje, je bolj puklast, če si dobre volje, si izravnan, bolj euforičen. To se vidi na obrazu. Tudi težko bi bilo, da bi se v vsakdanjem življenju sporazumevali samo z besedami. Lažje je, če vidimo znake. V avtošoli recimo se učimo znakov. Če je črna zastava zunaj, vemo, da je nekdo umrl in podobno. Tega je zelo veliko. No, velikokrat smo slišali tudi to, da je slovenščina kar precej težek jezik. Je to res? Imajo tujci pri učenju res kar precejšnje težave? Ja, jaz osebno ravno s tujci čisto konkretnih izkušenj nimam, no nekaj že iz šole. Sicer je težek jezik, že zaradi tega, ker imamo dvojino in mi moramo razumeti, da tisti, ki dvojine nimajo, sploh ne razumejo dvojine v tem konceptu, kot je mi, da obstajata dva posebej, ne samo več. Drugače pa je v bistvu slovenščina precej popularni jezik, ravno zato, ker je eksotičen, se kar veliko tujcev tudi uči slovenščine. Zdaj eni zaradi tega, ne vem, če imajo partnerje iz Slovenije ali pač jih zanima. Se učijo slovenščine tudi tujci. No, v uvodu smo omenili, da je slovenščina naš uradni in državni jezik. Kaj pa to pravzaprav pomeni? Ja, uradni jezik, torej jezik uradovanja v državi, to pomeni čisto enostavno, če povem, da je to jezik, ki ga uporabljamo v šoli, v trgovini, na banki, na pošti, v uradnih ustanovah, s tem, da slovenščina je uradni jezik na področju celotne Slovenije, medtem ko imamo še madžarščino in italijanščino pač na območjih, kjer je dvojezičnost. Medtem kot državni jezik pa kadar predstavlja državo in jo tudi predstavljajo v tujini, slovenščino kot državni jezik, torej državni organi, predsednik in tako dalje. Uradni jeziki so pa v resnici trije, ampak slovenščina je, uradni jezik ni italijanščina v Velenju recimo, je samo na področju, kjer je tudi italijanska manjšina. Kateri pa je še tisti tretji uradni jezik? Madžarščina? Ja, madžarščina, se pravčujem, ja. Madžarščina pa na področju, kjer živi madžarska manjšina. Tam se tudi lahko, torej greš na, to pomeni čisto praktično, da imajo v šoli dvojezičnost, da lahko greš na upravno enoto in tam v italijanščini ali pač, kjer je madžarska manjšina v madžarščini, dokumente izpolniš. To je v bistvu. Tudi matura recimo poteka, poklicna matura, splošna matura, poteka lahko v madžarščini, italijanščini, na ozemlju Slovenije. Velikokrat pa govorimo o slovenščini tudi kot o maternem oziroma o prvem jeziku. Kaj pa to pomeni? Ja, materni ali prvi jezik, tule bi lahko poudarila zdaj, da to ni materin jezik, saj ste se prav izrazili, je materni jezik termin. Materni jezik je tisti
po definiciji, v katerem najlažje, torej v njem smo rojeni, vzgojeni in se v njem tudi najlažje izražamo, torej tudi sanjali bi naj v tem jeziku te najosnovnejše stvari. No. Namreč ni nujno, da je materni jezik samo eden, ne. Zdaj vemo, da je veliko, ne vem, mešanih družin jezikovno in lahko imajo otroci tudi dva materna jezika, če enakomerno, ne vem, razmišljajo o tem jeziku. Je pa to tisti osnovni jezik, ki ni nujno povezan ravno, da je z materjo, no, ko je to včasih stereotip, no. Drugi jezik je pa potem jezik, ki se ga naučimo, ker recimo gremo v drugo državo živeti, no. Pa smo tam dlje časa in se je treba drugega jezika naučiti, zato da lahko uradujemo v tem jeziku, ne. Bi lahko rekli, da je na primer angleščina naš drugi jezik, ko se ga učimo v šoli, ali bolj sega na področje tujega jezika? Tako, angleščina je tuj jezik, torej tuji jeziki so tisti, ki se jih učimo v šoli, na tečajih, s tem, da je pa res, da angleščina zelo vdira. Če pa je recimo greš živeti v Anglijo, je pa se zagotovo zate angleščina drugi jezik, ne, ker moraš ga znati zaradi uradovanja tam, zaradi življenja. No, seveda si jezika ne moremo izmisliti kar čez noč. In kam pravzaprav segajo začetki slovenščine? Ja, zgodovina jezika je zanimiva zelo. Namreč vemo, če že pomislimo na podobnost recimo različnih besed, lahko ugotovimo, ne vem, da so nekatere besede predvsem v evropskih jezikih tudi podobne. Ne vem, če dam za primer besedo mati, ki je taka osnovna, ne, mati, mutter nemško, mother angleško, se lahko vprašamo, ne, kako je s tem. No in pač torej dejstva potrjujejo, da je slovenščina izhaja iz indoevropskega prajezika, ki se je govoril na območju od Indije do vzhodne Evrope, da ne bomo preveč komplicirali, ne, in so na osnovi, ko so raziskovali besede 100, ne, števila 100, ugotovili, da so si jeziki podobni, ne. In potem se je seveda kasneje razvijala, se je cepila, no, glede na to, kako so se potem ljudstva preseljevala po Evropi. Najsorodnejši jeziki naši so seveda ti jeziki bivše Jugoslavije, ne, to so južnoslovanski jeziki, hrvaščina, srbščina, bosanščina in tako naprej, bošnjaščina. So pa tudi pač še drugi slovanski jeziki, ne, vzhodni, zahodni, pa podobnosti tudi z germanskimi, romanskimi, ampak ne takšna kot slovanski jeziki, ja. No, in ker slovenščina obstaja že toliko časa, lahko ugibam, da se je v tem času že tudi kar precej spremenila. Je to res? Se morda jezik spreminja še danes? Tako, ja. Jezik je živ, živa tvorba, uporabljamo ga živi govorci, ne. Imamo tudi jezike, ki so že izumrli, recimo latinščina je mrtev jezik, ne, ker ne uporablja latinščina nek narod, ampak je samo jezik, ne vem, medicine, prava in tako naprej. Slovenščina se pa zagotovo spreminja, ne. Že s tem, ko v sodobnem času vdirajo nove besede, ne, ali potem iznajdemo nove, ali vzamemo tujo, ne, prevzamemo tuje besede, seveda se prilagajamo novim izumom, ne, družba je pač taka, ne, da se spreminja in tudi jezik z njo, kar je tudi prav, ne. No, in če se na primer odpravimo na izlet v Prekmurje, nato pa na primer na Gorenjsko, bomo slišali kar precejšnjo razliko v govoru. Knjižni jezik pa je le en, kaj ne? Tako. No, glede na to, kako majhna je Slovenija, je narečno ena najbolj razčlenjenih dežel, torej jezik pozna več kot 50 narečij. Recimo za Rusijo, ki je ne vem kolikor bolj ogromna, ne moremo tega trditi, ne. In ravno zato je tudi zanimiva, ne. Tudi narečja je potrebno ohranjati, to je pač del naše kulture, ampak zato pa imamo knjižni jezik, da se razumemo med seboj in Štajerci, in Gorenjci, in Prekmurci. Prekmurje je bilo tako ali tako posebno, ne, ker je imelo tudi svoj knjižni jezik v preteklosti. Danes pač imamo knjižni jezik skupen, ki pa mora biti pač enak za vse Slovence, ne, in zato imamo tudi knjige, temu primerne slovar, pravopis, slovnico in tako naprej, ne.
No in seveda moramo stremeti, da se v naših spisih in esejih pojavi čim manj napak. Zato je najbolje, da si kar pogledava tiste največje napake oziroma najpogostejše napake, ki se dogajajo. In najbolje, da začneva kar z veliko začetnico. Pa za začetek se naglasi prav velika ali velika začetnica? Ja, začetnica je velika, ja. Gre za pridevnik, ne, velik pa veliki, tako da je v bistvu pravilna velika začetnica. In velika začetnica je tesno povezana z lastnimi imeni. Kaj so pravzaprav lastna imena? Ja, zdaj najenostavnejša razlaga je, da so lastna imena poimenovanje posameznega. Lastno je lastno samo nekomu ali nečemu. Tako da pač občna imena so pa obče poimenovanje, ne, kar se piše z malo začetnico. In jih tudi lastna imena delimo potem na imena biti, zemljepisna in pa stvarna lastna imena. No in veliko težav nam povzročajo prav zemljepisna lastna imena. Zato najbolje, da si kar pogledamo nekaj primerov. In sicer pojavi se težava pri zapisu, naprimer, kraja Novo mesto. Kako ga zapišemo? Ja, Novo z veliko, na levi strani je narobe, ne? No, z veliko mesto je potem z malo. Namreč gre ravno za besedno zvezo, pri kateri je izjema. Slovenščina je zato tudi težka, ker ima ogromno izjem v pravopisu, v svojih pač pravilih. Namreč pri zemljepisnih lastnih imenih, zemljepisna lastna imena delimo na naselbinska in nenaselbinska, in pri naselbinskih imenih pišemo besede vas, mesto, selo, trg, naselje z malo začetnico. Tako da je Novo mesto pravilno mesto z malo, ne. Tako je bilo Paška vas, vas z malo. Kako pa bi zapisali Murska Sobota? No, to je pa osnovno pravilo pri zemljepisnih lastnih imenih, pri naselbinskih, da pišemo vse sestavine z veliko, torej vse besede z veliko, razen tiste, ki sem jih prej omenila, ne, pa predloge, tako da sta obe besedi z veliko. No, Gora se mi zdi kar precej običajno oziroma obče ime, vendar pa se pri zapisu kraja Vinska Gora tudi pojavi nekakšna posebnost oziroma moramo biti pri tem zelo pozorni, kaj ne? Tako. Vinska Gora je naselje, ne, torej gre za naselbinsko ime in zato se pišeta obe besedi z veliko. Tako bi bilo še recimo Kranjska Gora, ne, kot ime naselja. Uršlja Gora bi bilo pa drugače, ne, bi se pa Gora pisala z malo, zato ker gre za ime hriba, ne. Tako da... Pozorni moramo biti tudi pri predlogih, kaj ne? Tako, predlogi sodijo nekako tja kot besede mesto, vas, selo, trg, ne, to so besede, ki jih pišemo z malo začetnico, tudi če so kasneje, če se pojavijo ne na prvem mestu, no. No, in najbolje, da si pogledava še nekaj nenaselbinskih lastnih imen, kjer se tudi velikokrat pojavijo napake, in sicer prva takšna beseda je Štajerska. Kako zapišemo Štajerska? Ja, Štajerska je ime pokrajine, sodi k nenaselbinskim imenom, zato je, in ker je prva beseda, se piše, ker je edina beseda, se piše z veliko začetnico. Tudi če bi pisalo Štajerska pokrajina, ne, kot prva, to je namreč posamostaljeni pridevnik iz Štajerska pokrajina, recimo, bi se pisalo z veliko začetnico, ne. Pri Beli krajini, drug primer, je pa prva sestavina z veliko, druga pa z malo začetnico, zato ker druga beseda ni lastno ime samo po sebi, ne, ker sodi k nenaselbinskim imenom, ne. To je ravno glavna razlika je med naselbinskimi pa nenaselbinskimi imeni. Če je beseda, če je naselje nekako s hišnimi številkami, ne, to mogoče najlažje, no. Morda enako pravilo velja tudi pri Logarski dolini? Tako, gre za ime doline, ne za naselje, ne. Šmarna Gora, kot smo že prej omenjali, kot Uršlja Gora, ne, primer. Julijske Alpe, no, tu pa je izjema, ne, izjema zaradi tega, ker so že Alpe samo po sebi lastno ime in te besede ohranjajo potem tudi kasneje, ne, veliko začetnico, tudi če niso same prva beseda. No, nekaj napak se lahko pojavi tudi pri zapisu stvarnih lastnih imen. In kaj pravzaprav stvarna lastna imena so? Ja, stvarna lastna imena so mogoče še bolj včasih zakomplicirana. To so imena
naslovi knjig, revij, umetniških del, stavb in podobno, ne. Tudi nagrad, ne. Se mi zdi, da najpogostejši primer za napako je ravno nagrada, ne. To boste... Si jo bomo pogledali v nadaljevanju. Ja, Najprej pa... Pravilo je pa enako kot pri nenaselbinskih imenih, torej pri stvarnih lastnih imenih pišemo prvo besedo z veliko, druge z malo, edino, če niso potem kasneje tudi lastna imena, tiste pa ohranimo veliko začetnico. Tako da je slovenska slovnica, prva beseda z veliko, druga z malo, desna stran je pravilna, ja. Zlata lisica v smislu tekmovanja, ne, kot naslov prireditve, no, je zlata z veliko, lisica z malo, Evropska unija prav tako. Omenili sva že nagrade, tukaj pa nastane kar manjša dilema, kaj ne? Ker pravzaprav gre za stvarno lastno ime, vendar pa velja posebno pravilo. To je tako. Če bi podarili zlato lisico kot nagrado, bi pa dali obe besedi z malo začetnico, torej z malo, ja, ker gre za ime nagrade. Enako je pri, ne vem, podelitev Oskarjev. Oskar, tako se imate primer, Oskar kot nagrada je z malo začetnico, Oskar kot prireditev bi pa pisali z veliko. Borštnikov prstan je pa z veliko začetnico, zato ker je beseda borštnik iz lastnega imena in je tako tudi nagrada z veliko, ne. Kako pa je z zapisom, naprimer, nekih znamk? Če bi imeli gramofon, znamke simfonija, kako bi napisali? Tako, bi napisali z veliko začetnico, ali pa, ne vem, če damo primer, neke čokolade, ne, jem, a se lahko pove, jem Milko, ne, kot vrsta čokolade, bi napisali z malo začetnico, če bi pa govorili, da v tem podjetju pač s tem imenom izdelujejo dobre čokolade, recimo, bi pa dali veliko začetnico. Kot vrsta neke stvari je pa potem z malo, ne. No, lastne imena lahko osvojimo kar hitro, vendar pa v slovenščini nastopi spet nekakšna težava, kadar iz lastnih imen oblikujemo pridevnike. Kakšno pravilo se pojavi takrat? Ja, zdaj razlika je, torej ali oblikujemo vrstne ali svojilne pridevnike, to je glavna razlika, ne, če oblikujemo vrstne pridevnike, to so tisti znameniti naskiški, z malo začetnico, ne vem, če kar rečemo Velenje, Velenjski park, ne, ki ni neko posebno ime, je to z malo začetnico. Če pa oblikujemo svojilne pridevnike, kot je bil prej Borštnikov prstan, je pa potem z veliko začetnico, ne. No, v različnih spisih in esejih se velikokrat pojavi rdeča barva z veliko vejicami. Vejice so tiste, ki povzročajo veliko preglavic. Kakšno pa je osnovno pravilo pri zapisu vejic? Kaj pravzaprav moramo znati, da lahko vejice postavljamo pravilno? Ja, raba vejice je... Zdaj, nekateri pravijo, da imajo posluha, ne, da znajo vejice napisati, vse nekateri ga res imajo, drugače se da pa te stvari vse naučiti. To sodi v bistvu v poglavje, kjer se uči o skladni povedi, ne, skladanju besed v povedi, in sicer je tu glavno poznavanje priredi in podredi, ne. Takrat se vejice zapisujejo. Vejico vemo, da ne zapisujemo predvezniki in pa ter, če poimenujejo vezalno priredje. Tako imate primer, zalila je rože in se odpravila v trgovino, ne, vezalno priredje ne zahteva vejice. Spodaj, kjer imate pa odvisni stavek, ne, ko je zalila rože, se je odpravila v trgovino, imamo dva povedka, je zalila, se je odpravila, in odvisni stavek z veznikom ko, ne, če še grem bolj v podrobnosti, časovni odvisnik, se pa ta dva stavka ločita z vejico. Gre za večstavčne povedi, ne, to v tem govorim. Kaj pa, če se v določen stavek vrine dodaten stavek? Ja, se tudi lahko loči z vejico, tako tu imate prijatelj, ki mi je vedno priskočil na pomoč, je odpotoval v Francijo, gre za prilastko odvisnik, prav tako, ne, zato se, če enostavno povem, en stavek je prijatelj je odpotoval v Francijo, njega smo vrinili, ki mi vedno priskoči na pomoč, zato smo morali to ločiti z vejico. Saj tudi, če
želimo to prebrati, vidimo, da je lažje, ne? Če imamo vejico, vemo, kje se ustaviti, tudi pomen potem lažje določimo. Če bi bili kar brez vejic, nekaterih ne marajo, ampak bi poskusili kdaj brati brez vejic, težko bi bilo, ne? Ali pa brez ločil nasploh. Se pravi, je nekakšno glavno pravilo, da poiščemo povedke, se pravi glagole, kaj je nekdo počel, na to pa poskusimo ločiti glede na pomen z vejico, kaj ne? Pozorni moramo biti pa tudi pri ostalih ločilih. Katera so tista končna ločila? Ja, končna ločila so, tamle še nismo povedali, zakaj ni vejice, ne včeraj, ne danes, gre za priredje, ki je prav tako, kot prej sem govorila o vezalnem priredju, ne zahteva vejice, ne niti, medtem ko je pa večdelni veznik in se pred njega tudi, nekateri bi dali predko recimo vejico, ampak ni, ker gre za dva veznika, ki skupaj sta, tako da ne pišemo vejice kar povsod, ne? Kjer vidimo da ali pa ko. Ni vedno samoumevno. Se pravi, to pravilo, kiko ker dače vejica skače, ni vedno povsem resnično, kaj ne? Tako. No, in če se vrnemo na prejšnje vprašanje o končnih ločilih, katera so tista končna ločila? To ni samo pika, kaj ne? Ne, končna ločila so tista seveda, ki jih pišemo na koncu povedi, pika, vprašaj, klicaj, pa tudi 3 pike. Ali pa lahko je še tudi pomišljaj, ne, na koncu, če namesto 3 pik uporabimo, da zamolčimo kaj. Zdaj tukaj kaj posebnega ni, edino recimo pri pisanju, glede stičnosti, ne, je izjema ločilo 3 pike, da moramo narediti, ko zaključimo poved, je presledek, 3 pike in potem je spet presledek, ne. To se mi zdi, da so najpogostejše napake, ampak to se ne vidi, če pišemo na roke, ne, bolj, ko so stvari natisnjene, natipkane. Takrat se pa vidi. Medtem ko pika, vprašaj, klicaj so levo stična ločila, ne, se držijo besede prejšnje. To so take izjeme, ne. No, kako pa naši državljani obvladajo slovenščino, lahko preverimo tudi, ko vstopimo v trgovino. Tam velikokrat piše odpiralni čas in kako se pravzaprav pravilno zapiše uro. Ja, zdaj, če v smislu tega od do, ne, od kdaj do kdaj je trgovina odprta, ali uporabimo kar besedi od 8 do, ne vem, 12, si zdaj izmišljujem, namesto tega lahko uporabimo stični pomišljaj, to je tista ta dolga črtica, pa vse skupaj. Če pa mislite prav, kako se zapisuje ura, številka, ne, 8:00 do 12:00, ali od 8 ure do 12 ure. Sej je še kakšna možnost, no, ampak to so najpogostejše. Ne piše se pa oboje, ne. Ne vem, sestanek bo ob 8:00 ne. Tega ali eno ali drugo, ne. Ker se to potem v bistvu ponovi ista stvar, ne. No, zgleda, kot da slovenščina kar nima konca, zato si bomo privoščili kratek glasbeni spot, potem pa nadaljujemo z našim slovničnim raziskovanjem. Ti si tista, ki ustane, preden kava zadiši. Zjutraj sonce me s poljubom tvojim sladkim prebudi. Moja mala, s tabo bom do konca svojih dni. Ko te ni, se zdi mi čas nikamor ne želi. Hočem imeti s tabo prvo kavo in zadnji poljub. Ko sonce v morje pade in sva skupaj brez sramu. Hočem imeti s tabo prvo kavo in zadnji poljub. Ko sonce v morje pade in se
konca svojih dni. Ko te ni, se zdi mi čas nikamor ne želi. Hočem imeti s tabo prvo kavo in zadnji poljub, ko sonce v morje pade in sva skupaj brez sramu. Hočem imeti s tabo prvo kavo in zadnji poljub, ko sonce v morje pade in se predava snu. Za njo tako, kot si želi, ona le za njo tako, kot si želi, ona le za njo. V današnji oddaji govorimo o najpogostejših slovničnih in pravopisnih napakah. Gospa Polona, veliko smo se že naučili, vendar pa še ostajajo luknje, ki jih lahko izpopolnimo, kaj ne? Zagotovo, vedno. Velikokrat skušamo v svojem besedilu poročati o tem, kaj je nekdo povedal. In sicer to lahko naredimo na dva načina, kaj ne? Ja, v slovenščini, tudi v drugih jezikih, no, poznamo poročani govor, ne, pa premi govor. V premijem govoru, to je, če bi zdaj citirali, kaj mi dve govoriva, ne, dobesedno, uporabimo potem posebna ločila, kadar pišemo, torej narekovaj spodaj, potem začnemo z veliko začetnico in ja, tako. No, jaz sem za drugi primer začela govoriti pospravi svojo sobo, narekovaj spodaj, zaključimo, kadar bi bila pika, damo vejico, in potem narekovaj zgoraj, potem nadaljujemo z malo začetnico, je rekla mama, pika. Če bi mama kričala, bi dali tam klicaj lahko, če bi pa spraševala po vprašaj, lahko bi bile tudi 3 pike. No. Če pa obrnemo poved, mama je rekla, dvopičje, narekovaj spodaj, pospravi svojo sobo, pika, ali klicaj, ali vprašaj, ali 3 pike in pa konec zaznamujemo z narekovajem zgoraj. To je ravno mogoče tisti, ki ste maturanti, ki ste obremenjeni tudi z esejem in vsem tem, je treba, kadar se piše na roke, uporabljati te narekovaje spodaj zgoraj, ne teh, ki jih računalnik tudi pozna, puščic, ne. To se v bistvu šteje kot napako, ne, kadar se še na roke piše. Zaenkrat bomo eseje in to še pisali ročno, kar je tudi prav. Kako pa bi ta stavek, se pravi, mama je rekla, pospravi svojo sobo, povedali v odvisnem? Tako. No, potem pa spremenimo, pomislimo, kaj ta stavek poimenuje, ne, kaj pove. Mama je rekla, vejica, naj pospravim svojo sobo, ali da naj pospravim svojo sobo. Spremeniti je treba osebo, ne. Torej, tisto, kar je v premijem govoru, spremenimo osebo in dobimo odvisni govor. In seveda uporabimo primeren veznik. No, pri zapisu ur smo se števnikov že nekoliko dotaknili, vendar pa tudi to ni tako lahko, kot se zdi na prvi pogled. In sicer, kateri 2 vrsti števnikov poznamo? Ja, ti osnovni vrsti, ki jo najpogosteje tudi uporabljamo, sta glavni in vrstilni števnik, no, imamo tudi ločilne in množilne. Zdaj, če gremo pogledati glede pravopisa, je glavni števnik, ima pač določena pravila, da pišemo desetice in stotice skupaj, ostalo pa narazen. In pri vrstilnem pa to pravilo odpade. Vrstilni je tisti, ki bi ga, če bi številko napisali, zapisali s piko, ne, 1 pika, to pa pomeni prvi. Ja, in zdaj, če imate tamle primer, ja, 1 407 499, imate število 99, torej desetico skupaj, 400 tudi skupaj, vse ostalo se pa loči s presledki. Pa vedno je treba paziti, da se vse črke noter napišejo, ne. Gre za tvorjenke, ki jim pravimo sklopi, torej kar sklopimo skupaj posamezne številke in dobimo novo, večjo, ne. In ne vem, problem je pri kakih 60, ne. Beseda 60 je sestavljena iz 6 in 10 in to damo samo skupaj, ne spustimo tistih s-jev in t-jev in
Ja, pri vrstilnem števniku je pač drugače, s številko s piko, pol pa vse skupaj, brez presledkov. No, tu in tam pa se na kakšnem spisu izgubi tudi kakšna črka. Še posebej problematične so nekatere besede, kjer se skupaj pojavi L in J. In najbolje, da si kar pogledamo nekaj primerov. Daljnogled. Torej, tu bi pa morali, če bi podrobneje, gre seveda za to, odkot besede izvirajo, oziroma v slovenščini se piše ne tako, kot govorimo, ampak po izvoru. In zato je treba pač upoštevati to tudi pri zapisu. Gledamo v daljavo, je daljnogled in moramo tisti upoštevati. Olimpijske, olimpija, razzastava, predsednik, ker je pred nekom oddaja, ima pa tudi 2 D-ja, in v bistvu pri izgovoru si pomagamo tako, da nekatere črke oziroma nekatere glasove prilagodimo, izpustimo ali se kar v drugega spremenijo, ampak to je pač zaradi lažje izgovorjave, zapisujemo pa po izvoru slovenske besede. Tako da to se učimo iz osnovne šole in se pač te stvari treba naučiti. Tu ni drugih možnosti. Lažjih poti ni. Omenili sva, da lahko vejice postavljamo malce po posluhu. Malce po posluhu pa lahko ustavljamo oziroma postavljamo tudi predloga s in z. Vendar pa za tem stoji tudi pravilo, drži? Seveda, ja. Če ravno ni posluha, pač se naučimo pravila. Pravilo ni težko. Izhajamo iz glasoslovja, temu področju rečemo glasoslovje, namreč gre v bistvu samo za različico predloga. S je nezveneč, z je zveneč. In s uporabljamo pri besedah, ki ste se jih mogoče naučili v šoli, že v osnovni šoli, ki se začnejo na ta suhi škafec pušča, to so nezveneči nezvočniki, če se bolj učeno sliši, medtem ko z uporabljamo pred zvenečimi glasovi, to so pa vsi ostali, od samoglasnikov, soglasnikov, torej do nezvenečih nezvočnikov, razen tistih. Pri k pa h je pa tako, da zdaj, mislim, da se različno, jaz se vedno tudi v srednji šoli naučim kaj od osnovnošolcev, najbolj mi je to ostalo kg, kilogram, da se h uporablja pred k pa g. Gre samo za različico predloga k. Tako da samo v 2 primerih uporabimo h. Če gremo h kosilu ali pa h gozdu. Kg. No, pri zapisu krajev so se že nekoliko ustavili, se že nekaj naučili. Pozorni pa moramo biti tudi pri predlogih, ker gremo na Bled, kaj ne, in gremo v Ljubljano. Tako, ja. No in tu pa vedno delamo, primerjamo. Če gremo torej na Bled, bomo pisali razglednico ali pa bomo prišli z Bleda. To je enako, kot če gremo na Triglav, bomo prišli z Triglava. Jaz vedno v šoli narišem en hribček, pol pa pokažemo. Če gremo na neki, pridemo z ali s. Če pa gremo v Velenje, pa pridemo iz Velenja. Torej, če gremo na morje, pišemo z morja, ne iz morja, ker nismo noter v vodi. To moramo vedno usporedno pogledati, kam gremo, potem pa v to pridemo tudi. Kako pa si lahko pomagamo, če krajev ne poznamo? To pa pogledamo, kak priročnik, saj tudi slavisti ne poznamo čisto vsega, tako da zato pa obstajajo jezikovni priročniki, lahko tudi pogooglamo in si s tem pomagamo, če hočemo, da se pravilno uporablja. Tako da se da. Veliko težav nam lahko povzroča tudi sklanjanje. Kaj pa to pravzaprav je? Sklanjanje je ena pač od lastnosti, ki jo imajo samostalniki, pridevniki, torej gre za oblikovno lastnost, kjer se spreminja končnica. V slovenščini vemo, poznamo 6 sklonov. Zdaj, sklanjanje ni vedno problem je pri posameznih besedah, ki so spet izjeme, kjer pride do posebnosti.
kjer moram priznati, da imam jaz tudi alergijo v medijih, ko se velikokrat narobe uporablja, tudi pri tiskanih medijih ali pa na internetu. Vemo, da je problem samostalnik mati, samostalnik hči, otrok, ne. Torej, ni z mati, ampak je z materjo, s hčerjo, koga ali kaj si videl, mater, hčer. Pri samostalniki otrok je pa pri množini, ne. Pri otrocih z otroki. Tako da to se je pač treba naučiti, bolj se ponavlja, bolj si človek zapomni, ne. Kar je tudi dobro za možgane. Kako pa sklanjamo samostalnik pljuča? Ja, to je pa posebnost glede tega, ker je množinski samostalnik, kjer ga ne moremo dati v ednino, ne. Pljučem, pljuča, pljučem, pljuča, o pljučih s pljuči. Ne vem, verjetno bi prišlo do problema pri kakem urodniku s kakimi pljučami, ne, po domače. S pljuči je pravilno, pač ravno zaradi tega, ker je množinski samostalnik. Zdaj, ko jaz razlagam dijakom, kako se to naučiti, dobro je poznati tisti sklanjatveni vzorec, ki se ga v šoli navadno na tablo nariše, prva ženska sklanjatev, druga in tako naprej. Tja noter napišemo osnovni samostalnik, vse, kar pa odstopa od tega, je pa pol posebnost, ne. In če ni tako, kot je v tistem vzorcu, je pač posebnost, ne. Določimo, a gre za moški, ženski, srednji spol in potem primerjamo. Samo to, v bistvu, v resnici ni kaj tako zahtevnega, no. Če vemo sistem. Kako pa zapisujemo oziroma sklanjamo imena in priimke? Tudi tukaj lahko nastane kar nekaj napak. Ja, tudi. Tu pa je predvsem, verjetno mislite, moška in ženska imena in priimke. Pri moških imenih in priimkih sklanjamo oboje. Ne vem, z Ivanom Cankarjem. Recimo pri ženskih pa samo ime, ne, priimka pa ne. Urša Irman z Uršo Irman, ne, pustimo. Razen, če imamo tudi priimek na A, ki se konča na A, ne vem, Ivana Kobilca, Ivane Kobilce, potem pa je tudi to oboje, no. Zelo pozorni pa moramo biti tudi pri končnicah, pri glagolih, na primer pri povedi, kot je pritekel je pomagati, in pa nalogo moram prepisati. Kakšna je razlika in zakaj se nekje pojavi I, drugod pa ne? No, tu ta dva pojma poimenujemo pri glagolih nedoločnik pa namenilnik, ne. Nedoločnik uporabljamo, kadar imamo zraven glagol moči, morati, smeti, hoteti, želeti, ne. Torej, moram pisati, želim delati, ti glagoli zahtevajo nedoločnik. Če pa uporabimo glagol premikanja, šel je kupit, pa potem uporabimo tudi namenilnik brez I-ja, ne. Tekel je gledat, ne. Ker je tisti tekel ali pa šel, uporabimo potem namenilnik. No in morda še čisto za konec, za naše mišmašovce, kakšen nasvet pri učenju slovenščine? Jaz bi rekla predvsem, da se je lotijo z veseljem, da najdejo, najlažje se jezika učiti z branjem tudi. Jaz vem, da branje ni preveč priljubljeno med mladimi v zadnje čase. Tudi jaz imam otroke doma in niso ravno navdušeni nad branjem. No, se pa vedno najdejo knjige, ki zadostijo vsakršnemu okusu, tako da je treba malo pobrskati. In pa se mi zdi, da kljub temu, da se jezik spreminja, da je jasno, da bodo vdirale vedno nove besede, da ga je treba pa le negovati, ne, da je le to del nas, naše identitete, naše zgodovine, kulture. Tako da se mi zdi, da je še vedno pomemben, ne. Da je fino, da lahko imamo tak majhen narod svoj jezik, v katerem lahko vztrajamo, smo ponosni na njim in tako naprej. Tako da, predvsem to. Tako, najlepša hvala za današnji obisk v studiu in pa za vso podano znanje. Ja, hvala tudi vam za povabilo.
Mišmaševci, danes smo znanje slovenščine nadgradili in ga tudi obnovili. Vedno pa lahko svoj besedni zaklad še razširite in sicer tako, kot smo omenili, da v roke vzamete kakšno dobro knjigo. Saj vam ne bo žal. Imejte se lepo do prihodnjega petka.